Prav lepo pozdravljeni. Kot je povedala Saša, zelo dobro, priprav je bilo res veliko. Jaz upam, da boste začutili, da ste vsi tukaj sprejeti, da smo vsi sprejeti z veliko ljubeznijo. Nas, bratov in sester med sabo, predvsem pa našega Gospoda, ki je tu med nami. In v teh dneh sem bila res malo skušnjavi, tako me je prešinjalo, koliko priprav, pa toliko dela, pa za en dan, za en trenutek, ki pride in mine in kaj pol ostane in gre in tako gre življenje naprej. Pa sem potem tako globoko v srcu začutila, da to ni čisto res, da pravzaprav sploh ni res. Da v resnici ostane veliko, da v resnici, kadar se takole združimo skupaj, zato da slavimo Gospoda, v ljubezni drug do drugega, da ostane tisti zaklad za vse življenje. Da je to tisti trenutek, tisti dan, ki se nam zapiše globoko v srce in iz katerega lahko črpamo moči in navdiha še dolgo, dolgo. Tako da sem zelo srečna, da smo danes vsi skupaj in da lahko res v ljubezni slavimo Gospoda in še enkrat vsi prisrčno dobrodošli. Hvala. Svoji veličini skrit si, snežni plašč si, ki vse pokriva. Lepa si kot zvezda, med nami si in zbrani drugi pojemo o svoji poti, nas vodiš vse do cilja. S teboj gremo, podaj nam svojo roko. Marija, ljubezni, polna, ljubimo te. Nebo neizmerno, Mati celega človeštva, ustvarjena si bila iz ljubezni. Mati
varstvo privežimo, svetega Božja porodnice, ne zrazi naših prošenj in naših potrebah, temveč reči nas vselej vseh nevarnosti, počastitljiva in blagoslovljena Devica, naša Gospa, naša svetnica, naša desetnica, svojim sinom nas spravi, svojim sinom nas priporoči, svojim sinom nas izroči. Prosi za sveta Božja porodnica, Da postanemo vredni obljub Kristusovi. o Marija brez madeža, izvirnega greha spočeta. Prosi za nas, ki se k tebi zatekamo. Hvala ti, mamica, da si z nami. Skri nas v svoje brezmadežno srce in nas potopi sedaj v svetega duha, v Božjo prisotnost, delovanje Božjega duha. Kliči na nas svetega duha, skupaj s vsemi svetimi, skupaj z apostoli. Naj pride sveti duh, duh molitve, duh češčenja, duh slavljenja na nas in nas napolni, nas vodi v tem današnjem srečanju. Ime je Klemen in žena Tadeja. Z vami bi rada podelila, kako je Jezus posegel v našo družino, v naša življenja in potem popolnoma spremenil, ozdravil in tudi drugače deloval s svojo ljubeznijo. Če bi na kratko povedal, da sem tradicionalno versko vzgojen, toda kot najstnik sem bil oddaljen od Boga, vse je bila tradicija in nisem imel nekega osebnega izkustva z Bogom. Potem sem počasi prenehal hoditi v cerkev oziroma sem šel še samo za večje praznike. Izkušnja Boga se mi je nekje zgodila po smrti mame, ko sem začel iskati smisel svojega življenja. Najprej sem iskal v zabavah, v vrhunskem športu in potem sem se najprej na ložnici ob gospodu Zoranu Hodelu prvič srečal, da Bog je živ, da deluje. Potem sem šel v Ameriko in tudi tam sem srečal ljudi iz karizmatične prenove. Po vrnitvi iz Amerike sem se aktivno vključil na molitveno skupino na Venčeslu in tam s gospodom Zoranom nekje odkrival to prvo karizmatično abecedo. V nadaljevanju čez nekaj let sem spoznal Tadejo, bila je ateistka in tudi v tem koraku sem zaupal Bogu in tudi njeno življenje je Bog posegel na svoj način, tako da je v Medžugorju je osebno spregovoril in ona je potem se odločila in prejela ostale zakramente. Pred 5 leti sva se poročila in Bog je najin zakon kar hitro blagoslovil z prvim sinom Simonom. Bili smo srečna družina in nekje resnično smo živeli v bistvu povezani med sabo dobro z molitvijo in nismo pričakovali, da bi se nam lahko kaj slabega zgodilo. Zdaj bi pa še mogoče ženi Tadeji podal, da še ona nadaljuje. Ja, jaz vas lepo pozdravljam, tudi mi je veselje, da se tukaj z Jezusom skupaj srečamo. Moram reči, da me Jezus preseneča na vsakem koraku, da je življenje z njim lepo in precej drugačno, kot si človek najprej predstavlja. Drugače Simon nas je precej razveseljeval, potem tako da danes tudi praznuje rojstni dan in ker ste nas povabili na pričevanje, smo se odločili, da se odzovemo, da na nek način tudi ker nas Jezus klical, tako da kljub temu smo se odzvali. No, potem zdaj leto pa pol nazaj nas je Bog blagoslovil z sinom Filipom. Jaz, ko sem zvedela noseča, smo bili vsi zelo veseli. No in potem po nekaj pregledih v 16. tednu, ko sem šla k ginekologinji, mi ona pravi, da ima fantek
oziroma nismo vedeli, kaj je da ima otroček pojav tako imenovane golf žogice, na srčku je imel in tako žogica mu je skakala in pač mi je ginekologinja rekla, da je to možnost, da bi imel kromosomske napake in pač možnost zastoja rasti. In me je poslala na nadaljne preiskave. No, potem sva takoj prosila molitvene skupine, da so molili, pa šla sva na maziljenje, tako da po prejetju tega svetega bolniškega maziljenja sem šla ponovno na preiskave. Tam so ugotovili, da se to sicer je pojavilo, ampak nima toliko znakov, da bi lahko trdili, da je dejansko možnost zastoja rasti. In na naslednjem pregledu, potem ko sem šla, se to ni več pojavljalo. Tako da Bogu hvala, je že v bistvu ozdravljal med samo nosečnostjo. No, na to je potekala nosečnost čisto normalno, jaz sem se dobro počutila. Potem pa grem na ta CTG pregled, to je kardiološki pregled, en mesec pred nosečnostjo, ki se v porodnišnici izvaja. Ta CTG pregled v bistvu srčne utripe zaznava otrokove in pa popadke. Skratka, na tistem pregledu se otrok ni najbolje odzival, zato so me potem poslali domov, sicer so naredili še en ultrazvočni pregled, ampak me je potem ginekologinja po enem dnevu znova poslala v porodnišnico, ker so mi ponovno pregledali, naredili preiskave in so rekli, da se otrok zgleda ne počuti dobro in da je treba pač sprožiti porod. To je bilo en mesec pred predvidenim rokom poroda, tako da jaz sem zaupala in sem šla do kapelce tam v porodnišnici, poklicala sem Klemna in sem rekla, in tudi ene člane molitvene skupine, odprla sem Sveto pismo in mi je pisalo, ne prenehoma molite, veselite se. Skratka, sem imela neko spodbudo in kadarkoli sem imela preizkušnje, potem v tistih 3 dneh, ko sem čakala, da so mi sprožili, sem se spomnila na to Božjo besedo in dejansko me je Jezus tukaj tako zdravljal, da sem imela neko res dejansko varnost v njegovi besedi in sem bila sigurna, da se nič ne bo hudega zgodilo. Tako da Bogu hvala že na tem koraku, naprej bo pa Klemen nadaljeval, ker je bil v bistvu zraven na porodu in potem tudi je dosti posredoval, ker jaz sem bila z otrokom, on je pa dejansko zdravnike, imel kontakte z zdravniki bolj. Sam porod je dobro potekal, ni bil težek in otrok se je zdrav rodil. Silno razveselila sva se. Z ženo Tadejo sva se silno razveselila, sina Filipa, in se Bogu zahvaljevala, da je Bog obogatil našo družino z tako lepim fantkom. Težave so se pa začele že nekaj minut po porodu. Videlo se je, da fant vedno težje diha in nekje 50 minut po porodu je počasi začel postajati moder v obraz. Zdravnikom se to ni dopadlo in so ga takoj odpeljali v posebno sobo in ga priključili na aparate. Mislili so, da se je mogoče napil te plodovne tekočine in da je to samo taka začasna stiska in da se, ko bodo se dihalne poti ščistile, da bo potem v redu. Toda stanje se je vedno bolj slabšalo in so rekli, da ga morajo nemudoma primestiti v Maribor, na klinični center, na intenzivno zdravljenje. Potem so Filipa odpeljali z rešilcem nemudoma v Maribor,
Tam ga je sprejel zdravnik, ki sem ga osebno poznal in me je potolažil, da verjetno se je napil tekočine plodovne in da bo čez kakšne par ur dobro. To je v bistvu naju ženo potolažilo. Naslednji dan je tudi Tadejo so sprejeli v bolnišnico in stanje se je videlo, kot da se popravlja. Toda v tistem dnevu je sledil en šok, kajti naenkrat se je stanje začelo slabšati in slabšati in so mu začele pljučke odpovedovati. Torej vedno manj je dihal potem svojimi pljuči in so ga morali priključiti na umetne pljuče, na respirator, tako da je potem počasi postajal 100%, je vedno bolj odvisen od aparatov in na koncu je popolnoma bil priključen na aparate in sploh niso mu več pljučke delovale. Zaskrbljenost zdravnikov je bila velika in mi je potem zdravnica rekla, dežurna, da je s fantkom zelo hudo in da ne ve sicer, zakaj se je to zgodilo, ampak da se na zdravila ne odziva in da se zdaj v nekaj ur stanje popolnoma nič ni spremenilo in da ne more nič obljubiti, da so zdravniki naredili vse, kaj so mogli, to, da organizem otroka se ne odziva in da se moramo tudi na najhujše pripraviti. To je bil za naju strašen šok. Moram pa povedati, da ko smo molila, ko so molitvene skupine molile, da nas je vodila Božja beseda. Ravno v teh najhujših časih se je odprlo, suhe kosti oživijo, Jezus obudi Lazarja in tretje, Jeruzalem vzami, sleči svojo bedo in obleči veličastvo od Boga. Torej, te Božje besede so naju vodile in nekje v sebi sem čutil eno gotovost, da Božja beseda vedno naredi za to, kar je poslana in sva verjela, da bo Bog posredoval in da bo ozdravil sina. To je nekje bila ena gotovost, se mi zdi, en taki notranji občutek, to je pa bila dejansko dnevna Božja beseda v tistih dneh. Potem darovali smo za svete maše, potem molitvene skupine, verige so molile za našega fantka in nekje tretji dan smo šli tja, z nami je bila sestra Ušolinka in smo klicali duhovnike, da bi fanta krstili. Toda ravno v tem času ni potem bilo prisotno dobenega duhovnika bilo možno dobiti. Stanje pa še vedno ni bilo nič boljše, torej še vedno se nič ni odzival na nobeno zdravljenje. Zato smo se dogovorili in odločili, da bomo napravili krst v sili. In tu moram povedati, da ko je bil Filip krščen, je 5 minut po krstu se na računalniku začelo videti, da so začele pljuče delovati in začel je delovati nekje na 70% potem tekom do pol dneva. Potem so ga dali na preiskave in se je stanje popolnoma spremenilo, organizem se je začel odzivati, zdravila so začela delovati in nekje ena stran pljuč se je že predihala, nekje 70-80% tekom dneva, druga stran je še bila pa zaprta. Nadaljevali smo z molitvijo in v naslednjem dnevu je prejel Filip še blagoslov s svetim oljem, ki ga je dal mi duhovnik in po tem blagoslovu v tistem dnevu se je sprostila še druga stran pljuč, tako da so potem celotne pljuče bile predihane in da je začel popolnoma sam dihati. Teda hvala Gospodu. Hvala Gospodu za ta čudež Božje ljubezni.
da je živ, da nam govori po Božji besedi, da isto kot pred 2000 leti tudi danes posreduje, tudi danes pomaga in tudi danes ozdravlja. In žena in Filip sta ostala še potem približno 3 tedne v bolnišnici na opazovanju. Bi pa še nekaj povedal, od rojstva si je imel fant vnete oči. To še pa zdaj ni bilo dobro, še vedno je imel vnete oči. Toda, ker je Bog tako posredoval, ga nismo več niti za to prosili. Ampak po 3 tednih sta potem žena in Filip prišla domov, bili smo silno veseli, da je otrok zdrav, da ne rabi več dobenih zdravil. Tu sta naša 2 fanta, Simon in Filip, tako da hvala Gospodu. Pred dobrim tednom dni je bil Filip še na zadnjih pregledih, kajti tista golf žogica, ki je bila, je tudi na srčku neke posledice pustila. Luknjico je imel na srčku, ampak moram tole povedati, da so pač rekli, da bodo to opazovali in da mislijo, da bo to šlo nazaj, da če ne, pač bi potem mogel tudi to se zdraviti. In da po zadnjem pregledu je se pokazalo, da je tudi ta luknjica izginila. Tako da hvala Gospodu, da je resnično deloval na zdravju. Ta preizkušnja je izgledala kot preizkušnja, tudi bila je milost, kajti naju kot moža in ženo je zbližala in videla sva, da je Bog resničen, da je živ, povezala sva se in na tem mestu bi se tudi rad vsem zahvalil, ki ste molili, vsem duhovnikom, redovnicam, redovnikom in vsem molitvenim skupinom, da ste nam stali ob strani, nas bodrili, tolažili, spodbujali in z nami bili. Tudi hvala vsem. Aleluja, aleluja. Slava ti, Gospod. Naš Bog je mogočen, silen Bog.
Najprej vas povabim, da bi nekaj izmolili. Saj ste že, ne? Ampak zdaj, jaz sem tudi zraven molil in nekaj časa se skrival, ker me je bilo strah, tamle odzad. Zdaj, pa povabim, da prosimo, da bi se imeli radi, ne? Se mi zdi, da je Božja volja bratska skupnost, tako pravi Jezus. Pa vsi naši dokumenti v resnici, drugega vatikanskega, katekizem in hudi duh najbolj dela, da to podre. Vsaki skupnosti, a ne? Zato danes družine, danes je tudi dan družina, se spomnite. Pa tudi nas duhovnike, še posebej nas želijo osamiti, osramotiti, pa tako naprej. Saj ne rečem, da ne zaslužimo tudi, ne, kot ljudje, ampak tu gre za to, da se službo uniči, ne, da se Božji dar zatre, tudi seveda zaradi naše grešnosti, se mi zdi. Pa vas povabim najprej, da se obrnemo k Svetemu Duhu. Jaz se zahvaljujem za vas, da molite za nas, to se mi zdi, to je res potrebno. Pa večkrat nam povejte, mi pa tudi, ne, saj pri vsaki maši Jezus ozdravlja, oživlja, pa daje samega sebe. Gospod, naj nas tvoj duh poveže, pa to ljubezen med nami razširi tudi na vse druge, ki jih ni tukaj v cerkvi, po župnijah, do škofov. Nam, duhovnikom, pa dajo veliko sočutje tvoje, Jezus, tvoje sočutje, ko smo se ti zasmilili, kako ovce brez pastirja. Ti delaš tako z nami, kot sta se starša pa vsi molili za to, da bi otrok preživel. Ti se še veliko bolj boriš za našega duha, da bi ta duh ostal in zažarel kot tvoj, seveda v tem življenju v telesu. Ampak to je prvi korak, rojstvo zate v tem življenju. Hvala ti, Jezus. Hvala ti, Sveti Duh. Daj mi pravo besedo. Da boš ti močnejši v srcih. Mi pa kot Janez Krstnik. No, bom prebral za začetek en odlomek, potem pa ob tem poskušal nekaj povedati iz tega, kar se mi zdi, no, da je moje duhovništvo. Pa kar cerkev da duhovniku, ko ga posveti. Nato je šel na goro in poklical k sebi, kateri je sam hotel, in odšli so k njemu. Postavil jih je 12, ki jih je imenoval tudi apostole, da bi bili z njim in bi jih pošiljal oznanjati, ter bi imeli oblast izganjati demone. Postavil jih je torej 12. Simona, ki mu je dal ime Peter, Jakoba, Zebedejevega sina, in Jakobovega brata Janeza, katerima je nadel ime Boanerges, to je sinova Groma, Andreja, Filipa, Bartolomeja, Mateja, Tomaža, Jakoba, Alfejevega sina, Tadeja, Simona Kananeja in Juda Iškariota, ki ga je izdal. Torej, v teh besedah se mi zdi, se skriva bistvo službenega duhovništva, ki je v službi vašega duhovništva, se pravi krstnega duhovništva. Mi smo v vaši službi. Če sem prav razumel, gre za pričevanje
jaz sem pripravil nekaj kot katehezo, ampak zdaj bom šel bolj na ta osebni vidik, se mi zdi, no. Edin, če drugače rečete. No, ko sem bil posvečen, se pravi tik pred posvečenjem, sem šel v Kartuzijo in sem tam doživljal res lepe trenutke. Gledal sem ribe, so imeli en tak ribnik po strvi in molil. Takrat sem bil star že 30 let. Nisem bil še plešast. Dobro. Tisto se tako močno spomnim. Potem pa same nove maše. Se pravi, posvečenje najprej roke Lojzija Šuštarja, ki so bile tresoče, a se spomnite? No, tisto je meni toliko ostalo. Jaz sem takrat doživel, da je moja krhkost, jaz sem vedno, ko sem se jaz odločil, da rad sem strojnik, strojni tehnik. Ko sem se odločil, sem rekel, Gospod, pa kako je to mogoče? Jaz nisem sposoben za vse to. Jaz nisem sposoben niti govoriti pred ljudmi, ker se podiram od strahu, niti z rokami delati, ker se mi tresejo. Vse to, sem rekel, Gospod, pa to už mogo ti vse postaviti na noge, to je nemogoče, da bi jaz bil. Se mi je zdelo najbolj skrajno neumna zamisel življenja, da bi bil duhovnik. Skrajno nemogoča, no. Bi rekel, normalno gledano, pač z očmi strojnika, kaj bo zdaj ti, ki še pred ljudmi ne upa stopiti. Se spomnim, sem prvič bral, bi se malo zrušil. Dobro. Nisem nič vedel, kako sem prebral, pa kaj, nič. Potem, poleg sem v Rimu študiral, meni sobrat, ki je pel v Kapela Sistina, se pravi v Sikstinski kapeli, je bil baritonist, je zelo dobro pel. Me je povabil, da sem pel v Svetem Petru tudi, psalem za Veliko noč, pa evangelij, potem, ki je bil Klavdij Kolombier razglašen za svetega 30. maja 92 kot diakon. No, tako me je Bog počas, recimo, po teh zunanjih stvarih tudi dal pogum. Ko sem takrat prvič pel v Svetem Petru pred ogromno množico, polno cerkev, ko so vsi zapeli amen, je meni šlo tako, veste, kot da ti gre vse kocine, pa vse ti gre tako, zona taka, no, nekaj taga, močnega. Takrat sem začutil, da sem jaz dejansko lahko tle stojim zaradi moči občestva, da ni to moja moč, da sem jaz lahko pred vami zato, ker ste vi, no ni mene je bilo strah ko zajca prej, meni ni treba zajeti iz svoje moči, jaz zajamem iz vaše, se pravi iz Kristusove. To jaz vedno znova doživljam kot duhovnik, zato je zame maša središče in je postala tudi takrat na novi maši dan, ko je zvečer mama potem umrla, je kap zadela. In se meni zdelo, da se je svet podaril takrat, pa se ni. Se je ena daritev dopolnila, ki mene še danes varuje, da se nisem popolnoma zgubil pač v vseh teh skušnjavah, pa krizah, pa stiskah, ki so, ki jih doživljate vi, pa tudi mi, ki smo vsak dan za oltarjem, pa želimo v Jezusovem imenu ukrepiti cerkev, vas, da bi potem tudi mi lahko iz iste moči stali pred vami in spet dali Kristusa. To se mi zdi, no, to je bilo za novo mašo, tam se mi zdi Gospod začel, mi dajati razumevati to, kar sem zdaj povedal, da jaz živim od vaše ljubezni. To je Kristusova ljubezen. Da jaz upam tle govoriti zaradi tega, ne zato, ker sem korajžen, pa ker sem sposoben. Ampak me služba usposobi,
Je ta služba, ki mi je v cerkev zaupala po tresevčih rokah Alojzija Šuštarja, pa vsaka duhovnika, ne, nam da to moč, oziroma da si upamo, ker sem ravno tako revež in grešnik kot vsak. Nisem vreden, da se dotaknem Jezusovega telesa. Nisem vreden, 100% da ne. Nisem. Ampak se ga smem dotakniti zaradi vas. Pa za vas. Pa jasno, sem tudi zraven vključen. Kot revež, ki ga ravno tako Bog obuja, ko mašuje. Obuja od mrtvih, obuja od depresije, obuja od skušnjav, obuja od zamer, od greha, od vsega tega. Vedno in vsak dan znova. To se mi zdi temelj, ki ga zdaj počas mi zdi, dojemam, mislim pa, da ga še nisem sposoben polnosti živeti, da ga ne znam še živeti, da sem še premlad, čeprav sem že skoraj 50. Dobro, pa iz trdega materijala sem zdaj. Tole, jaz sem že 4 težke pretrese, pa še ne pomaga. Možganske. V nesrečah, ne pa, tako naprej. Pa, gospod, ne vem, se kar matra. A se spomnite Petra, svetega Petra, ta je meni rešil življenje tudi potem v pripravi na duhovništvo v Loyoli, oziroma v Javieru smo bili. Takrat je moje, kako bi rekel, boj za samo popolnost, zato da mes popoln, takrat sem bil star, majhen manj kot 30, Takrat je ta moj boj, da bom jaz popoln in dober kristjan prišel do črne točke oziroma do brezizhodnega položaja. Prvič. To je bilo leta 91. V Javieru. In takrat sem rekel, Gospod, zdaj pa, če me ne boš rešil, jaz sem popolni nevrotik, vidim, da nisem sposoben biti ne jezuit, ne kristjan, nič. Še molt ne morem, koliko se spodobil, koliko sem si jaz predstavljal, da se spodobi. Zdaj, če me ne potegneš ven, potem ni več upanja, grem nazaj v zobnike in stružnice in vse to, kar sem znal švasati. To znam, tja bom šel. Pa se spomnim, sva še s bratom Robinom, sva šla iz Javiera v Lejre, sva tekla, jaz sem skozi jokov, mi je bilo tako hado. Sva tekla, je 8 kilometrov, pa sva prišla kaj nazaj v 1 uri pa pol. To je bilo začetek, ne? Pa duhovnega je pa dejal Fausti, to je pa tak, imate zdaj v slovenščini tudi 2 knjigi, skupno zbere Matej evangelij, pa Markotov evangelij, pa pismo Silo, imam jaz tukaj priložnost izkušnjava, no ta nam je takrat dejal duhovne vaje. In je bil zelo blag, mi je dal ta odlomek Matej 14, 22 pa 33 tam nek, ko Jezus hodi po vodi in pol ga Peter zagleda, pa v drugi, ne? Pa Peter takoj, Gospod, če si ti, daj, da jaz pridem, da grem po vodi k tebi, ne? To. Jaz sem takrat zastopil, da jaz tega še nisem naredil. Da je to problem, moj problem, ne? Da jaz hočem biti sam od sebe jezuit in kristjan in vse, ampak jaz tega zavestno nisem vedel, ne? Jaz nisem tako živ, da bi mislil, da je to, ampak v resnici je bilo. In ob tem odlomku se je meni odprlo. Seveda, najbolj tam, ko se Peter ga dol pogleda, pa se lepo potaplja, da je vesele. In pol kaj naredi? Ti si je bilo zame čudovito. Jezus, reši me, nič drugega ni treba. Sem gorenjska čelada, ne, Vilhelm, mora biti res že močno vtovčena, da je sposobna tega reči. Jezus, reši me. A ni? Saj moja, no. No, in to je bil tak odločilen trenutek. Jaz sem takrat začel doživljati
Boga v svojem nemiru, v svojem strahu, v svojem, to, da sem nesposoben, v tem doživljanju pač, ne, zgodba pa psihoanalitiki bi lahko naredili, ne, koliko so za Ignacija tako knjigo, vse njegove hipohondrije pa vse, pa rije, pa mije, pa vse, kar je taga, ne. To bi tudi zame lahko naredil. Ampak takrat sem jaz začel doživljati, da je to moj dar, da je to, da sem jaz revež moj dar, da je to tisto, na čemer Jezus lahko iz mene naredi duhovnika. Ne iz tega, da sem, redko kdaj se zgodi, da sem sam sebe všeč, ko govorim ali pa pridgam, ne, redko kdaj. Vedno imam pa občutek, Gospod, spet sem ti delal sramoto, ne. Ampak lih to sem videl, ne, da je moja revščina tista, na kateri bo Kristus naredil iz mene duhovnika za cerkev. Ne moje mišice. Čeprav je to tako težko pol iz dneva v dan res živeti, ne? In tle te Bog pol uči. Tako kot sta te dva pričevala, pol imaš težave s sobrati, težave s seboj, krčeš, ne? Zunanji udarci, vse sorte je. Pol te najbližji te razočarajo, samega sebe izdaš, razočaraš, Juda, ne? Vse to. Ampak lih tle, Gospod dela z mene nekoga, ki lahko živi z tega. Jezus, ti si me rešil. Ti si me rešil. Ti, ne jaz. To je Peter, pol meni toliko dragocen, ki zataji, ne, slovesno zataji. To se pa sebe prepoznam, ne. Zataji. Ne vem, kdo sem. A se pravi, ne vem, kaj pomeni biti z Jezusom, nimam pojma. Ne vem, kaj pomeni biti z drugimi. Ne vem, kdo sem. 3 zatajitve. Pa to so vsakdanje spremljevalke mojega življenja, te 3 zatajitve. Ampak zakaj je šel Peter naprej? Zato, ker je bil tok trmast, pa tak značaj imel. Ali kaj drugega. Ker Peter bi ravno tako lahko končal, kot je končal Juda. Zakaj še naprej? Vse jasno, ne? Ker je videl, da ga je Jezus rešil, da ga ima Jezus njegov, da je zaradi Jezusa nekaj vreden. S tem, da svoje jezen obvlada, s tem, da ga šimfajo, da je pedofil, s tem, da, kaj še? Čeprav ni bil, ne? To se zdi srce Petra, pa vsega duhovnika, pa tudi za kristjana se zdi sej. Ampak to srce je premaž, je v cerkvi, ni moja last, ne, se pravi, ni, ko bi rekel, zdaj se pa jaz lahko na to usedem in se manj za več od vas. Gospod mu takoj spodmaknil tepih, pa še vse drugo, ne, bom doživel potrtost. Kakor hitro spet mislim, ne, da imam jaz pravico zdaj zviška se nekaj do vas, pa karkoli že, ne, maltretiranje, solenje pameti, uničevanje, pa tako naprej. Nimam, ne. In Peter, kaj pa mogo najprej doživeti? To globoko Jezusovo sočutje, usmiljenje do sebe. Sej nisem jaz vreden tega, da mašujem, pa da v Jezusu govorim. A mislim, da sem vreden zaradi moralnih kvalitet? Ne. 100% ne. 1200% ne. 2700% ne. 100% ne. Nobeden tle ni. Ampak bistvo pol naše skupnosti, pa tega, da lahko slavite, pa da vam pomaga, pa cerkve, kaj je? To je Jezusovo sočutje, ne? Peter je doživel, da ga Jezus rešuje, da ga Jezus ljubi. Pa to je bilo pričevanje tudi, ne? Ampak to je znamenje, da je otrok zdrav. Ampak mojega duha mora tako zdraviti. To pa ne gre kar tako. To se pa vsak dan dogaja. Zato je treba iti vsak dan k kruhu življenja. Pa vsak dan slišati njegovo besedo, ki iz mene izganja hude duhove, ki me vsak dan obsedejo, vsak dan. Tudi če sem duhovnik, normalno, tako kot vas.
Vzameš roke dela, vzameš, slovenskih novic niti nimamo, pa te žvižga, da bi te prevaral, ne, v srcu. Da nič več ne živiš iz tega, da te Jezus ljubi in da te je rešil, da zaradi tega lahko stojiš pred drugimi, pa sebe pokrižaš, pa rečeš, Gospod, sprejemam tega fanta, ga imam rad. Čeprav sem bil včeraj cel dan jezen nanj. Pa je še bolj tak mešvet, pa se pa še med pridgo jezil. Pa sem mu sobe radi rekla, posluš, na kjer ga zbil, a s nami jezen, a s ne. Dobro. To se zdi druga ali tretja točka. Sej to pa vse z objema, pa če končam, še 5 minut imam. A 7. Jaz sem čist nekaj drugega mislil povedati, ampak tukaj je še nekaj. Alan Ames je meni tudi veliko pomagal, morda bolj spisano, kot pa zgovorjeno, pa tudi zgovorjeno. S tem, kar napiše, pa tudi tale knjiga, ne, sem se resno zamislil, ker se mi zdi, da to, kar pravi o duhovnikih, pa itak ta srčni odnos z Bogom, pa to 100% drži za vsega, ne, in zame. No, tu sem se zamislil, kot tako visoke zahteve postavil vam, ne, se mi zdi, kako velike so šele pol za nas. Ne moram jaz od vas pričakovati, da boste, se pravi, da bi zame za vse ljudi duhovnik moral biti Jezus. Vsakič, ko vidim duhovnika, bi moral videti tudi Jezusa, ki mi v ljubezni prihaja naproti. A jaz to lahko od vas pričakujem. Vi pa od mene to pričakujete, ni res? Je točno tako. Zdaj, če samo jaz od vas pričakujem, pa sam nimam Jezusovega sočutja do vas, a me boste vi lahko dali to, kar tle piše. Morate biti pa že res prevezani na Evharistijo, da to zmorete. Da ga duhovnika, ki mašuje, kolikor da je na nogometni tekmi, dobro, da v njem vidiš Jezusa. Pa če se zdi, da je lih kar iz hladilnika stopil, pa da se mu nekam madi. In ti zdaj gledaš v njem Jezusa. Ja, pokleknem pred tabo. Ker to je pa res zame velika ljubezen do Jezusa. Če to zmoreš. Če pa jaz ne zmorem, ko vsak dan mašujem, pa ti prideš, pa me imaš za, kako se že reče, McDonald's, no? Mi smo McDonald's, ko se človek počuti, ne? To rabim, za to. To si kot bi bil del enega stroja. Pa jaz ne uspem v tebi videti Jezusa. Pa vsak dan mašujem. Ti prideš k meni po krsten list, pa ti jaz ne dan zato, ker sem se tam zataknil eno vejco, pa ti nimaš te vejce. In pa greš Pavletu sigurno da, zato ko on ima pa sočutje. Ampak se pravi, kako me jaz tega ne smem, to lahko Alan Amski laik zahteva od sebe pa od vas. To jaz nikdar ne morem od vas zahtevati. To, kar tukaj pravi. Pa tudi, ko bom sam res uspel vedno v vas videti Jezusa, ko te prišli, pa v te jezni name, pa rekli, se ste vsi fajmo štriglih, pa našteli tisto, kar se piše, ne? Vse to, kar smo zdaj, ta hip, v javnem mnenju. Pa bom jaz rekel, Jezus, hvala ti, da si me tako grdo ukrehal danes, pa potela pepc, ki včasih satanistem hodil, a zdaj pa ti mene kregaš, pa potela, sram te bod. Recimo, ko bom jaz to uspel, pa jaz ne bom več od vas pričakoval, da boste do mene kot Jezus. Ampak sem zahvaljeval, da ste pa, da jaz tudi lahko v vas vidim Jezusa. Pa, se mi zdi, da za oboje to velja, ne sem za vas. Tudi zame še bolj, ker lahko držim Jezusa, pa nisem reden. Nisem reden sam po sebi. Po morali gotov ne. No, in sem bil v Španiji pred 2 leti
sem vprašal, dakle, če lahko povem, ena punca, no, anoreksija, bulimija, kajenje, popredmetenje samega sebe, to pomeni, res, ne, ko sem jaz tisto poslušal, sem jokal zraven, a ne, se mi zdelo strašno, ne, kako lahko zelo človeka povoziti znotraj. In sem doživljal ogromno nemoč, ne, ampak ker smo na romanju, imam jaz kar avtomatsko, ne, takrat na romanju jaz to Jezusu, ne, ko se razkuram, ker sem pač majhen, ne, se hitro razkuram. Pol takoj, Jezus, tole boš pa ti rešil, ne. Zakaj zdaj to meni pripaduje? Zato, da me si rekel, hvala ti, ker si rešil, ne. Pa sem pa molil, pa sva molila, pa sem molil nad njo, ne, ki je drhtela in se tresla in pa sem molil, ne. Pa še premaš še posebej. Premaš sem izročil. Sem se zahvalil Jezusu, ker je zdravil. No. In letos sem šele zvedel, da je to res bilo. Ne. To je prvič tako, da sem, no, drugič, da sem dobil odziv, ne, ampak prav zato tega govorim, ne, bi moral videti Jezusa, ki mi ljubezni prihaja naproti. To me je zmrazilo, ne, ko je rekla, ki je enkrat prišla k avtobusu in videla za mano Jezusa, ki jo blagoslavlja. Za mano. Ali pa zraven, ne vem kako. V glavnem meni so šle kocine po koncu. V smislu, ne, sem se doživljal tako, ne, nevrednega pa hvaležnega. To, kar se tiče tega, ne, v ljubezni prihaja naproti. Jezus mi v ljubezni prihaja naproti. Pa kako zdaj to videti v nekom, ki mešuje neosebno? Pa ko ti prideš, pa te nadere, prideš v župnijo. Kako to videti, ne? Isto za... Jaz bi rad danes govoril predvsem o tem, kako jaz danes živim z Bogom, kako živim v moji družini, kako živim v moji okolici, kje črpam moč, da lahko živim in tako naprej. Ko sem se spreobrnil pred 6 leti, vemo, kako naše krščansko življenje gre, ne? Ko se spreobrnemo, ko zares Jezusa sprejmemo v svoje življenje na prvo mesto, o tem bom zelo poudaril, pridejo napadi, ne? Začnejo te napadati. Za brez veze. Pride z maše domov, sestra, kva je s tabo, si normalen, ti pa sam cerkev in tako naprej. O tem nam Pavel govori, ne? Naš boj ni proti krvi in mesu, ne? Mi se danes ne zavedamo, da biti kristjan pomeni, da imaš preizkušnje. Če si zares kristjan, zaradi Jezusovega imena boš preganjan tako ali drugače. In Bogu hvala, da nam daje ta mir, ne? Bogu hvala, da dobivamo ta mir v Evharistiji, bi predvsem poudaril. Tukaj bo tudi pater pol povedal malo več o tem, ko pravi, če jeste moje meso in pijete mojo kri, ostajate v meni in jaz v tebi. Kdor je moje meso in pije mojo kri, ima večno življenje. In zakaj se tukaj gre? Gre se za to, da Bog pride v človeka in ga začne spreminjati od znotraj. Mi smo toliko pametni in vedno se zgovarjamo, ta je kriv, on je kriv, ne vem kaj. In jaz iz dneva v dan doživljam, bolj ko spoznavam Jezusa, bolj ko se družim z njim, da je treba prevzeti odgovornost. Noben ni kriv, ni izgovorov tukaj, mi imamo to moč. Mi nismo kleni, ne vem kaj. In Jezus nam daje to moč, da čez vse preizkušnje in izkušnjave lahko gremo. In začel bi predvsem s tem, kako se je v moji družini začelo spreminjati, ne. Se pravi, na začetku te napadi, ne, vedno znova, kaj je s tabo, ono, tretje, gor, dol. In jaz sem Boga dostikrat sprašal, pa zakaj ni efekta, ne? Jaz molim za njih, jaz za njih darujem maše, ne vem, vse to. In, a veste, mi ljudje dostikrat bi radi bili rešeniki, ne? To sem tudi jaz, mi bomo odrešvali, ne? Mi bomo rešili situacijo, ne? In s tem, ko skrbimo, Bogu
zapiramo vrata, ne? Zakaj? Če on pravi, ne skrbite. Kaj pomeni ne skrbite? Glejte, v Svetem pismu sem ene par citatov ven izbral in poglejte, kaj piše. Ne skrbite za svoje življenje, to vam je jasno, to ste že tokrat slišali. Kdo izmed vas pa more svojo skrbjo podaljšati svoje življenje za komolec? Če torej ne zmorete niti najmanjše reči, kaj ste v skrbeh za drugo. Pater Vil je tukaj v tem lepo govoril, nič ne moreš, nič. Lahko klečiš nemočen pred Bogom in prosiš, naj se jih dotakne. In ker jaz to seveda, Bog nas uči iz dneva v dan, sem na začetku, ko sem doma želel malo oznanjati in tako naprej, naletel še na večje bombe, ne? Te už pa ti meni pametval, kleniki, ne? Ta mal. In sem bil tukaj, enkrat je bilo tako, da ko je bila starejša sestra nekaj razjarjena in jaz sem vedno čakal trenutek, saj veste kako je, dokler se nazabiješ v steno, nisi odprt za te stvari, ne? To ne gre, enostavno ulagodno živiš, gre ti vse super in ne gre, ne? In sem vedno tak čakal trenutek, da kdaj bo ona odprta za to, ne? Ko se mal zruši, ko vidi, da svojimi močmi ne gre. In enkrat je bila toliko jezna, da je rekla, ti sam čakaš, kdaj bom jaz slabe vole, da mi začneš s to cerkvijo, pa Jezusom, pa spovedjo, pa tako naprej. In takrat sem jaz dojel, da jaz nisem rešenik, ne? In če pravi apostol Peter, vso skrb preložite nanj, vso, veste kaj to pomeni vso? Vse, kar imaš. In to je ponižnost. Ni ponižnost v tem, da jaz hodim strgan po cesti, da jaz beračam in ne vem kaj. To je prekletstvo, to ni ponižnost. Ponižnost je to, da se zavedam svoje nemoči in pred Bogom klečim in ga prosim. No, in ko je sestra pol se je tako odvijala, jaz sem potem samo molil, sem rekel, lej Gospod, sploh ne bom več doma nič omenil, briga me, to je tvoja skrb. Lejte, mi se moramo zavedati, da teh naših domačih, ki še niso spreobrneni, jih Bog bolj ljubi kot mi, a se vi to zavedate? Pa on ima vsak las preštet na glavi od teh naših domačih. In ko jaz začnem skrbeti za njih, pa se sekiram, pa ne vem kaj, to mene ubija. In s tem, ko vidim, da me ubija, da moja vera pada, se pravi, da nismo ustvarjeni za to, ne? Ustvarjeni smo po Božji podobi. In če jaz skrbim, kaj se dogaja? To pomeni, da se jaz dam nad Boga, ne? Če on pravi, ne skrbite. Zakaj mu ne prepustim? Jaz delam svoje, on dela svoje. In problem je v tem, ko se dostikrat s kristjani pogovarjam, kaj pomeni osebni odnos z Bogom? Kaj to pomeni, osebni odnos? Mi molimo dostikrat samo tako, ne? Po obrazcih. Ko jaz pridem pred nebeškega očeta, imam tak prestrašen odnos. Jaz ne govorim straho, spoštovanje imamo, hvala Bogu. Ampak očetovski odnos, osebni odnos. Če smo mi ustvarjeni po Božji podobi, se pravi, ko se jaz z vami pogovarjam, jaz se z vami ne pogovarjam, vzvišeni moj oče oziroma moj zemeljski oče ali kdorkoli, neosebni odnos. A me razumete, kaj hočem povedati? Ne, da mi Boga stlačimo in da mu vzamemo to spoštovanje, ki ga ima, ampak da imamo osebni odnos, tak odnos, kakor ga ima otrok do svojega očeta. Isti. In v Svetem pismu imamo na tisoče obljub za vsako stvar. In moram reči, da sem res Bogu hvaležen, ker vse potrjuje. Zakaj? Ko meni gre kaj narobe, ko sem v stiski, ko to, jaz vse dam Bogu. In ko pride finančno, ono, tretje. Se spomnim, pred leti nisem imel za registracijo, sem si mogel sposoditi, ampak Gospod obljublja, da nas bo finančno tudi podkrepil, ne? In ni bilo en teden, 2 tedna, ko sporočijo iz banke, da so po 7 letih najdel od moje mame denar in smo vsak od otrok dobili tam okrog 2000 evrov, ne? In ko sploh noben ni vedel, da je to. In hočem reči, da za vse poskrbi. Ko me boli uho, jaz zdaj ne govorim, moram za Jezusa križ nositi. To je neumnost. V Sirahu piše, otrok, ne bodi zanikran, kadar zboliš, ampak prosi Gospoda in te bo ozdravil. In to je ta ponižnost.
Ne da je v moji glavi, da jaz nosim za Gospoda križe, trpljenje, da nekako mislim, da sem en soodrešenik. In ko skrbim za te moje domače, nimam kaj skrbeti. Molim, postim, vemo, kaj imamo vse, kakšne možnosti in da lahko se darujemo in tako naprej, žrtvujemo za naše. Ne pa da, ne vem, mislimo, da smo eni odrešeniki. Kako molim, to bi predvsem rad povedal. Poglejte, v Mateji 6. poglavju pravi, in kadar molite, ne bodite kakor hinavci. Pri molitvi pa ne blebetajte kakor pogani. Velikokrat, ko pridem v cerkev, se pred mašo moli rožni venec, ne? In kako to zgleda? Oče naš, ki si na nebesih, to je kraljestvo, to ni nobena molitev. A se vi s svojimi domačimi, a se tako pogovarjamo? Se ne pogovarjamo, ne? Da blebetamo. In to Jezus želi, da ne blebetamo. Ne postanite jim podobni, saj vaš oče ve, česa potrebujete, preden ga prosite. Zelo dobro pove dva primera o vztrajni molitvi. Lejte, ko jaz bolim, ko ne vem kaj se z mano dogaja, Bog želi, da ga prosim. Jaz se s kristjani pogovarjam, mi imamo v glavah, da mi izsiljujemo od Boga. Pa kaj jaz izsiljujem od njega, če sem njegov otrok? Kaj izsiljujem? Pa sej zato je prelil kri. Kaj izsiljujem? Ali pa da ga morim, da mu težim. Dva primera v Svetem pismu govorita o tem, ko oče želi, da mu morim, da sem vztrajen, da molim. In prvi primer je tale. Ko je na nekem, oziroma nekoč je na nekem kraju molil, ko je nehal, mu eden izmed učencev dejal, Gospod, nauči nas moliti. In rekel jim je, potem, ko jim je že dal molitev Oče naš, kdo izmed vas, ki ima prijatelja, bo prišel v polnoči k njemu in mu rekel, prijatelj, posodi mi 3 hlebe, kajti k meni je s potovanja prišel prijatelj in mu nimam s čim postreči in mu bo on iznotraj odgovoril, ne nadleguj me. Povem vam, to je zelo, poslušajte, če ne bo vstal in mu dal zato, ker je njegov prijatelj, bo zaradi njegove nadležnosti vstal in mu dal, kolikor potrebuje. Tudi jaz vam pravim, kaj je bilo s tem prijateljem? Moril mu je, dej mi kruh, nimam ga, za prijatelja, da poskrbim za njega. In on mu rekel, pa že zaradi tega, ker me nadleguje, mu bom dal. In Jezus pravi, tudi jaz vam pravim, prosite in vam bo dano, iščite in boste našli, trkajte in se vam bo odprlo. Kajti vsakdor prosi, prejme in tako dalje. Če torej vi, ki ste hudobni, znate dajati svojim otrokom dobre darove, koliko bolj bo nebeški Oče dal Svetega Duha tistim, ki ga prosijo. In ne samo Svetega Duha. Pravi tudi v drugem primeru, pravi, da prosite in vam bo dano, iščite in boste našli. Kdo med vami bo dal svojemu sinu kamen, če ga bo prosil kruha, ali mu bo dal kačo, če ga bo prosil za ribo? Če torej vi, ki ste hudobni, znate svojim otrokom dajati dobre darove, koliko bo vaš nebeški Oče, ki je v nebesih, dajal dobro tem, ki ga prosijo. Evo, Oče, ki daja, non-stop. In kaj je moja naloga? Seveda, da se odvrnem od greha, to je glavna stvar. Da sem v spovednici. Tako, ko enkrat na teden doma čistimo hišo, ne? Jaz tudi enkrat na teden grem v spovednico, skrušim srce, povem iskreno, ne skrivam. Glejte, delam diplomo prav ravno na temo podoba Boga, ne? Podoba Boga, kako imamo danes popačeno, izkrivljeno in tako naprej. In mi je zelo všeč, ne? Bolj ko prebiram Sveto pismo, bolj vidim, kako smo mi ustvarjeni po Božji podobi in kaj to pomeni. Osebni odnos, intimen odnos z Bogom. Glejte, mi imamo z Bogom bolj intimen odnos, kakor ga ima sta mož in žena v postelji. V spolnosti, ko se podarita, bolj intimen. Zakaj? Ko jaz zagrešim, jaz nimam več tizga, da poslušam te demone v glavi, joj, kašen kristjan si, beden, grešen, kvaj s tabo. Zato, ker danes v pismu Rimljanom boste prav slišali pri maši, da ni obsodbe za tiste,
ki so v Jezusu Kristusu. Ni obsodbe. In ko jaz zagrešim, jaz se pred Bogom razgalim. Jaz mu nič ne skrivam. Ker več, ko mu skrivam, mu zapiram, da ne more iti globlje, da me osvobodi. A razumete? In pri hoji za Kristusom je najbolj pomembno to. Mene všeč ta Božja podoba, ki reže. Zakaj reže? Zakaj jaz otroka opozarjam? Zakaj ga mu prepovedujem in tako naprej? Ker ga imam rad in mi ni vse zanj. In pri hoji za Gospodom, poglejte dva primera, kako dobro govorita. Ne mislite, da sem prišel zato, da prinesem mir na zemljo. Nisem prišel, da prinesem mir, ampak meč. Kaj dela meč? Meč reže naše odnose. Koliko danes ljudi, otrok trpi zaradi posesivnosti, odvisnosti, zasvojenosti z odnosi in tako naprej. In zato Jezus pravi, prišel sem, da ločim, da ločim. Lejte, tudi jaz doma dostikrat malo igram očeta, ne? Imam dve mlajši sestri in te moje dve sestri nista moja lastnina, ne? Razumemo? Ni kle posesivnosti. In šele ko sem z Bogom, lahko na njiju gledam kot na Božje otroke in da jih ljubim s tistim čistim srcem, brez posesivnosti in tako naprej. In tukaj lepo pravi, prišel sem, da ločim človeka od njegovega očeta, hčer od njegove matere in človekovi sovražniki bodo njegovi domači. Se pravi, njegovi domači. Kdor ima rajši očeta ali mater, ni mene vreden. To bi vam jaz rad danes povedal. To je glavno jedro. Da vam jaz Boga zares na prvem mestu. Da ga jemljem tako resno, kakor on mene jemlje resno. Pa dragi moj, jaz ko tudi malo igram odbojko in tako, pa za vreme ga prosim, za cel teden je napovedan dež, a v soboto je bilo sonce. In so me dostkrat so rekli, so se pol že hecali, ker so dosti taki neverni okrog mene in so rekli, Hari, šta će biti danas, ne, a bo, so rekel, ja pa kaj miš, da ješ džabe v cerkev hodil, ne? Ne, hočem vam reči, da toliko se Bog poniža in da mene bednika toliko jemlje resno. Zakaj? Ker kar prosim, verjamem, da prejemam. In to je ta oče, ki nima nič zase. Ravno v tem je Božja podoba, skrivnost Svete Trojice. Oče se podarja sinu, sinu očetu, isto mi. Vse isto. Tak odnos, kakor ga imam jaz do sočloveka, ga moram imeti do Boga. Jaz se, ko pridem pred Boga, jaz ne molim samo po obrazcih. Jaz tudi molim rožen venc, hvala Bogu, da me ne narobe kaj še razumel. Ampak oseben odnos, da mu rečem, oče, ti, ki me jemlješ resno, ti, ki si me ustvaril. In da verjamem, da mi želi to dati. No, da ne bom predolg. Še eno, rekel sem, da hoja za Gospodom na dveh mestih govori. Mislite, da sem prišel prinašati mir na zemljo, ne vam rečem, ampak razdeljenost. Bog, ko človek se spreobrne, recimo, da je eden v družini, se začnejo ločevati stvari. Lejte, ko vi molite za domače in ko vidite, da pride do konflikta, to ni nič slabega. Bog je začel pucati, je to znak. Jaz se dostikrat z ljudmi pogovarjam in prav, ja, jaz molim, pa sam še bolj se kregajo, pa to hudič hoče. Zakaj? Da meni pove, lej, bolj ko moliš, bolj se kregajo. Kaj moliš? Se sam še škoduje. Ampak to je živa laž. Ko so se pred kakšnim tednom doma pri meni so imeli en konflikt, jaz sem sam poslušal, sem bil toliko Bogu hvaležen. Zakaj? Ker vse tisto, kar je bilo zamaskirano, je začel prihajati na dan. In smo razčistili naše odnose. Iz konflikta, razumete? Konflikt ni nič slabega. Bog prečiščuje takrat. In to vam želim poudariti. Bog na prvem mestu in vse ostalo bo na pravem mestu. Zato on pravi, ni mene vreden, kdor ima rajši očeta. In jaz v svojem osebnem življenju, šele ko sem Boga vzljubil, seveda po njegovih blagoslovih, spreobrnil sem se zaradi ene punce, punce imate to motivacijo. Ko sem se spreobrnil, šele takrat sem doma začel vzljubljati domače, ker jih gledam z drugačnimi očmi, ne? Iz Božjega vidika, ne da obsojamo, krivimo, se zgovarjamo. In predvsem to, da vzamemo odgovornost za svoje življenje. Z vsakim blagoslovom, ki ga dobim, odgovornost. In živim dalje. In ne skrbim.
Jaz ne govorim, da ne skrbim, to ne pomeni, da zanemarjam otroke, daleč od tega. Ampak če vidim, da on še ni zrel, da ne vem kaj, da se še ne spreobrne, da še ne veruje, da še ne hodi z Gospodom, ne mu moriti, ker s tem, ko mu vsiljujemo, se bo še bolj oddalil od Boga. In meni je všeč, sestra, to bi še rad poudaril, na začetku me je napadala, ne? A veste, kaj je bilo v roku enega leta? Sama je prišla v mojo sobo, se je zjokala. Zjokala se pred mano in jaz sem rekel, aleluja, šele zdaj je se odprlo tisto. Ampak ji nisem nič prej, nič govoril. Samo molil sem za njo in tako naprej. Ker Bog uslišuje naše molitve. Slavimo Gospoda. Amen. Hvala lepa. Hari, kakšen bo pa danes vreme? A bo? Eno slavilno pesem zaigrajmo Bogu in potem poslušajmo naprej pričevanja, pa še marsikaj. Lejte, koliko je tega, gorjevam, vse bomo prebrali. Ne samo nekaj citatov. Veste, prosili so me, da bi nekaj povedal o Evharistiji, o sveti Evharistiji in lahko si mislite, vsak normalen človek se mora počutiti zelo majhnega pred takšno nalogo. Zato vse skupaj prosim, da z mano zmolimo eno zdravo Marijo, Mariji, ki je tudi lahko rečemo Mati Evharistije. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Pridi, stvarnik, Sveti Duh, obišči nas, ki tvoji smo, napolni svojo milostjo srce po tebi ustvarjeno. Ime je tvoje tolažnik in dar Boga najvišjega, ljubezen, ogenj, živi vir, posvečevalec vseh stvari. Razsvetli z lučjo nam razum, ljubezen naša srca vli. Telesni bedi nas krepčaj, slabosti vsaki moč nam daj. Prot sovražnika in daj nam stanoviten mir, pred nami hodi, vodi nas in zla nas varuj vsakega. Po tebi naj spoznavamo Očeta in Sina Božjega in v tebe trdno verujemo, ki izhajaš večno iz obeh. Amen. Zadnjič, pred 2 dnevoma, sem se pogovarjal z mladimi, ena skupina skavtov, srednješolcev, ki je bilo jih enih 15 ali koliko, ki so tako zelo živahni in tudi se mi zdijo dobri mladi ljudje. In smo se pogovarjali, tema je bila nekako vera in mladi. In sem jih vprašal, izzval, naj kaj povedo o tem, kaj pa je pravzaprav zanje danes problem. In vidite, vsi so rekli, so se strinjali, glavni in prvi problem je zdaj v tem, da je težko povedati, da si kristjan, ker so vsi tako sovražni. Sošolci, veste, vsi po vrsti. So agresivni, nastopaško agresivni. In človeku bi radi iztrgali njegovo vero. Tako da se čutijo zelo osamljene. Težko čutijo, da so lahko ponosni na to, da so kristjani, katoličani.
Zakaj je tako? O tem bi lahko veliko razpravljali, ampak živimo v težkem času, v zelo težkem času. Kar pomislimo tudi tole, kar se bo danes dogajalo, je posledica teh težkih časov. Živimo v času, ko je človeštvo neke sile, ki vodijo vso igro, postavljajo pod vprašaj najbolj temeljne, bistvene postavke človekovega bivanja. Življenje splavi in tako naprej, evtanazija, poznamo te probleme. Spolnost, družina, redefinirati hočejo družino in tako dalje. Včasih nekakšne duhovne prekucije smo, prav prekucije. Zakaj vam to govorim? Ko govorimo, da smo v času prekucije najbolj temeljnih stvari človekovega bivanja, se moramo tudi vprašati, kaj pa je tisto najbolj temeljno za kristjane, za katoliške kristjane. To je ravno današnja tema. Sveta Evharistija je srce cerkve. Prejšnji papež poznamo, je napisal okrožnico Cerkev iz Evharistije. Evharistija je tako temeljna zadeva, da brez nje si jaz sploh ne predstavljam krščanstva, svojega krščanstva, ne svojega duhovništva. In se moramo vprašati, ali je tudi Evharistija v nevarnosti, ali točneje na hitro, saj izčrpno ne moramo govoriti. Govorili bomo o veri v resnično prisotnost Jezusa v sveti Evharistiji. Ker to je pravzaprav glavno vprašanje, okoli katerega se lomijo kopja. Torej, ali tudi tu grozi kakšna nevarnost, kakšna prekucija? Vedno je cerkev trdila od začetka, od samega začetka, da je Jezus v zakramentu svete Evharistije osebno prisoten v telesu, duši in božanstvu. Vsestransko in v tem vztraja do konca. In tu pravzaprav bi rekli, ja, se potem pa ni problema, če cerkev tako trdi. Ja, problem je ta vera v resnično prisotnost. Zadnjič mi je ena znanka, dobra znanka, pripovedovala, kako je bila na nekem predavanju, ko je govoril duhovnik in rekel, da ne smemo preveč dobesedno jemati te trditve, da je Jezus resnično prisoten v tem zakramentu, ampak tako bolj simbolično, nekaj takega, kot trdijo protestanti. Ne vem, mislim in upam, da je vsaj v Sloveniji, da je to nekaj bolj izjemnega, ampak čisto osebno, ali res vsi duhovniki, vsi verniki to verujejo z vsem srcem? To je glavno vprašanje. Če iz tega živimo, iz te vere, potem smo močni. Če te vere nimamo, pa smo ene zgube. In duhovniki smo pač tisti, ki moramo ljudi spodbujati k tej veri, k veri v resnično pričujočnost Jezusa v zakramentu in ne, da sejemo dvom, a ne? In vsi kristjani ste k temu poklicani. Če ima pa kdo dvome, naj se pa zateka k Bogu. Prav gotovo ima vsak kdaj dvome. Pa poglejmo čisto na hitro, da ne bo stvar predolgo trajala. Kaj torej o tej stvari pravi cerkev? Vsega še zdaleč ne, ker je teh izjav veliko. Vzel sem samo dva zadnja dokumenta. Evharistija, Božji dar za življenje sveta, in pa Evharistija, sakrament ljubezni papeža. Prvi dokument, ki sem ga omenil, je bil dokument za pripravo na mednarodni evharistični kongres, ki je bil lansko leto
v Kanadi, v Quebecu. Kaj lahko najprej rečemo? Ko papež v svojem uvodu govori o sveti Evharistiji, najprej poveže sveto Evharistijo z resnico. Sveta Evharistija, čisto preprosto, je resnica. Pravi, Gospod Jezus namreč postane hrana človeku, lačnemu resnice in svobode. Če si kaj, veste, če gremo analizirati sebe, čist do konca, človek si najbolj želi tega, kaj pa je pravzaprav res pri vsem skupaj. Ne samo v zvezi z Evharistijo, vse me zanima, kaj je res. In zato, vidite, je zelo pronicljivo papež postavil resnico skupaj s tistim, kar rečemo, najbolj temeljno človekovo hrepenenje. Samo resnica nas resnično osvobaja. Kristus tako postane hrana resničnosti. In tudi sveti Avguštin ga citira v tem dokumentu. Papež kliče, kaj si duša bolj želi kako resnico? Vsak človek namreč nosi v sebi neusahljivo željo po zadnji in dokončni resnici. In zato tudi ni čudno, Jezus je to predvidel, je v sebi rekel, jaz sem pot, resnica in življenje. Ja. Če gremo še malo naprej, kako, dragi prijatelji, je prišlo do ustanovitve tega zakramenta. Čisto na kratko, vsi vemo, Veliki četrtek, zadnja večerja ali pa prva večerja. Ne? Prva evharistična večerja. Zadnja večerja kot stari judovski obred s svojimi apostoli in prva evharistična večerja. Za nas vse prva. Iz stare podobe, izhod iz Egipta, se spomnite te pripovedi, izhod iz Egipta je bil tako, da so jedli jagnje, ki je predpodoba Kristusa, in s krvjo namazali podboje vrat, svojih vrat, in tako so bili rešeni. Predpodoba Jezusove daritve na križu. In to so Judje potem obredno obhajali vse do Kristusa, v bistvu do danes, kdor je ostal pri tej starozavezni veri. In Jezus nadaljuje iz tega, kar je skupaj z učenci proslavljal, tako kot drugi Judje, obredno izhod iz Egipta, s tem, da so jedli jagnje in obredno pili vino, rdeče vino, je potem Jezus prešel na ustanovitev nečesa čisto novega, kar pa ni več spominjanje, ni več samo spominjanje. Starozavezni obred je spomin na nek pretekli dogodek, v sebi pa nosi tudi preroški spomin ali napoved o novi resničnosti. To je o Jezusu, ki se daruje na veliko noč za nas vse. In tako vidite, novozavezni obred, ki mu rečemo maša ali sveta Evharistija, nosi v sebi ne le spomin na tisto, kar se je zgodilo pred 2000 leti, ampak je več kot to. To je resnica. To hoče papež povedati. Je to, kar se je ponavzočitev Jezusove daritve na križu in stajenja, našega odrešenja. Vedno znova je res, vedno znova se ponavlja. Ker smo rekli, kako pomembno je, da je duhovnik kot služabnik tega zakramenta z vsem srcem pri stvari. Moramo čisto na kratko pogledati tudi, kaj pravi papež v zvezi s tem. Ta zakrament je najprej skrivnost. Ne moremo ga racionalno razložiti, ker presega naše razumske sposobnosti, naše izkušnje. Zato tudi
po vsakem povzdigovanju, kaj pravi duhovnik, se spomnite pri maši, skrivnost vere, skrivnost. To je največja skrivnost, takoj za skrivnostjo Svete Trojice same, največja skrivnost krščanstva. In duhovnik, jaz, vsak od nas se mora zavedati, da je služabnik te skrivnosti. Jaz nisem ekspert, jaz nisem strokovnjak, nisem gospodar tega zakramenta. Čeprav moramo imeti določena pooblastila, smo čuvarji tega, vseh zakramentov, gotovo. Ampak najprej sem z vsemi vami, dragi verniki, vernik tudi sam, molilec, častilec, občudovalec, majhen občudovalec, zelo majhen občudovalec. In to je važno, da se vsi tega zavedamo. Bog, ki smo že velikokrat slišali, ki nas vse tako ljubi, od nas pričakuje to vero. Od nas pričakuje, da smo najprej verniki. In papež tudi pravi, nujno je, da se duhovniki zavedajo, da njihova služba ne sme nikoli postaviti v ospredje njih samih ali njihovo mnenje, marveč Jezusa Kristusa. Vsak poskus, da bi sebe postavili za glavnega dejavnika liturgičnega opravila, je v nasprotju z duhovniško identiteto. Duhovnik je tedaj bolj kot kdajkoli služabnik in si mora zato nenehno prizadevati, da bo znamenje in učljivo orodje v rokah Kristusa, h kateremu usmerja ljudi. To se kaže predvsem v ponižnosti, s katero duhovnik vodi liturgično opravilo. Jaz bi še to dodal, kako pa jaz kot duhovnik in vsak duhovnik lahko vpliva, pomaga ljudem, da res verjamejo, zdaj je pa to Jezus, ki je prišel med nas. Je tako, da sam verjame, da sam res živo verjame. To se čuti, to se enostavno čuti. Prej je sobrat Vili govoril o tem, kako nekateri mašujejo in pravilno se strinjam z njim, zelo lepo je povedal, ne smemo nikogar obsojati, ampak važno pa je, da si prizadevamo, vsak na svoj način. Tako kot mi, duhovniki, vplivamo na vas, svojo vero ali pomanjkanjem vere, tako tudi vi vplivate na nas. Veste kako se čuti, kakšno publiko imam pred sabo. A res verjame, veruje ali ne. Saj lahko duhovnik potem nekaj naredi še več in ljudi prepriča, ampak kako lahko je maševati v neki skupnosti, v nekem občestvu, kjer se čuti vera, da bi jo tipal. In to se včasih zgodi. Kako strašanska stvar je biti služabnik te čudovite resnice, tega čudovitega zakramenta. Čudovita je ta stvar, ampak tudi strašna. Velikokrat premišljujem o tem, nikoli še nisem prišel do konca, ampak to je strašna stvar. Držati Jezusa v svojih rokah za druge in kakor da se nič ne zgodi. Ko mašuješ v kakšni cerkvi, kjer je zelo malo ljudi, pa so bolj tako prisotni, pa si tudi v skušnjavi, da sam ne bi preveč zares vzel vsega skupaj, pa potem pomislim, pa kaj pa misliš? Bog je tu, Bog je s tabo, Bog te ljubi vse druge zaradi nas. Zaradi nas vseh je tu. In to je tako lepo in tako odgovorno. Še eno stvar. Iz tega drugega dokumenta bi vam rad prebral, ki me je zelo nagovorila, in sicer tu na strani 16, ko pravi: ob uživanju svetega kruha, posvečenega kruha, tu je cerkev za svoje vzela stavek oziroma stavke svetega Efrema, velikega občudovalca
svete Evharistije. Kruh je imenoval svoje živo telo, napolnil ga je s seboj in svojim duhom. In tisti, ki ga uživa v veri, zauživa ogenj in duha. Zauživa ogenj in duha. Vzemite od tega, jejte od tega vsi in jejte z njim svetega duha. Jejte z njim svetega duha. Kajti to je resnično moje telo in tisti, ki ga uživa, bo živel vekomaj. To so strašne reči. Lepe in obenem imamo toliko tiste lepe odgovornosti za vse tiste, ki te vere nimajo. Tu smo rekli, veste, pripravil sem veliko več od tega, kaj meni cerkev, veliko citatov, pa se mi zdi, da bi trajalo predolgo. Rad bi vam še posredoval tisto, kar sicer dobro poznate, to je, kar pravi o tem zakramentu Jezus sam. Cerkev, smo rekli, trdi, ja, Jezus je osebno prisoten, neuvrgljivo v tem zakramentu, čeprav tega z pametjo ne razumemo. Zdaj pa, kako je pa Jezus o tem govoril? Mi poznamo Jezusove besede pri ustanovitvi tega zakramenta. Jezus direktno reče, to je moje telo, to je kelih moje krvi in to delajte v moj spomin. Vedno znova, to je moje telo, to je kelih moje krvi, zato to duhovniki vsak dan ponavljamo in ponavljamo. Z vso vero, ki jo premoremo. Ampak preden je do tega prišlo, je Jezus svoje učence večkrat pripravljal na to in najbolj znan odlomek na to temo je iz Janezovega evangelija, 6. poglavje, 22 do 76, ne bomo vsega brali, ampak samo tiste najbolj središčne stvari. Jezus pravi, potem ko je že nekaj lepih stvari povedal, resnično povem vam, kdor veruje, ima večno življenje. Vera, kolikokrat Jezus poudari vero. Jaz sem kruh življenja. Vaši očetje so jedli mano v puščavi in so pomrli. To pa je kruh, ki prihaja iz nebes, da tisti, ki ga uživa, ne umrje. Jaz sem živi kruh, ki sem prišel iz nebes. Če kdo je ta kruh, bo živel vekomaj. Kruh pa, ki ga bom dal jaz, je moje meso za življenje sveta. Resnično povem vam, če ne jeste mesa Sina človekovega in ne pijete njegove krvi, nimate življenja v sebi. Kdor je moje meso in pije mojo kri, ima večno življenje in jaz ga bom obudil poslednji dan. Ne vem, če je mogoče bolj direktno in bolj plastično povedati, posredovati to resnično prisotnost Jezusa v sveti Evharistiji. Kdor mene je, kdor pije mojo kri, moje meso, mojo kri, ima življenje in bo živel vekomaj, jaz ga bom obudil poslednji dan. To so izredno močne, čudovite besede. Jezus pride, oznani to veliki množici, pravi evangelij, in potem kakšna je reakcija ljudi. Judje so se tedaj prebirali in govorili, kako nam more ta svoje meso dati jesti. Ja, logično, to je človeška pamet. Ja, kaj pa zdaj ta govori? Se to je pa nemogoče. Potem Jezus nadaljuje. Moje meso je resnična jed in moja kri resnična pijača. Česa podobnega ni, pravi. Kdor je moje meso in pije mojo kri, ostane v meni in jaz v njem. Kakor je mene poslal živi oče in jaz živim po očetu, tako bo tudi tisti, ki mene uživa, živel po meni. To je kruh, ki je prišel iz nebes, ne tak, kakršnega so jedli vaši očetje in so pomrli. Kdor uživa ta kruh, bo živel vekomaj. Vidite,
To so tako pomembne besede. Jezus pride in direktno, da bolj direktno ni mogel, pove, kaj je to, kaj je pripravil Bog človeštvu. In človek, ki je prejel, tisti, ki so poslušali, ki so sprejemniki tega velikega oznanila in skrivnosti, večinoma tega niso vredni. Niso temu dorasli, niso temu kos. In tako pravi, veliko njegovih učencev, ki so to slišali, je reklo, nevzdržna je ta beseda, kdo jo more poslušati. Kdo bo to poslušal, take bedarije? Kaj pa ta človek govori? Kaj si pa izmišlja? Kdo pa misli, da je? In za koga ima nas, ki smo vendar pametni? To je reakcija ljudi vseh časov. In kaj potem? Po tistem je precej njegovih učencev odšlo in niso več hodili z njim. Odšli so. Učenci, pravi, Jezusovi učenci, ki so do takrat hodili za njim, so bili nad temi besedami, ko Jezus objavi največjo skrivnost, največjo ljubezen svojega življenja, so bili nad tem pohujšani in so šli. In kaj Jezus napravi? A jih je zadržal in mi je rekel, počakajte mal, ne jed, sej vam bom povedal, se ni tako hudo, bi mal razložil, pa mal omilil zadeve. Ne. Jezus je direktno povedal, Bog, Božji sin, tisto, kar pove, kar ima povedati, imaš ti za sprejeti. Za sprejeti. Tvoja stvar je, kako potem to napraviš kot Marija, ki je vse besede ohranila in premišljevala v svojem srcu, k temu je človek poklican. Vedno znova. Božjih skrivnosti ne moramo kar mimo grede. Saj še sebe ne razumemo, sami sebi smo skrivnost. Pa bomo Boga razumeli in njegove darove. Nemogoče. To ne pomeni, da je protirazumno, da je iracionalno, ne. Samo nad našim izkustvom je. To pa ja. No in potem, ko Jezus torej to napravi, pusti. Jezus je vrgel skrivnost in zdaj se obrne še k svojim apostolom. Skoraj samo apostol si ostali, še mogoče nekaj drugih učencev, od vse množice. A me želite tudi vi zapustiti? Evangelij ne razlaga, ampak jaz si mislim, a veste, naj mi bo dovoljeno si malo misliti. Nihče ni nikoli tako ljubil človeka kot Jezus. In ko je on dal iz vsega srca, iz vse ljubezni, to skrivnost, to daritev, največje darilo človeštvu, ko ga je dal in videl nerazumevanje, zavračanje, kako ga je moralo boleti, kako je moral gledati te ljudi, ki odhajajo. Ampak svojim ni rekel, prosim, saj vi ostanite. Po polni svobodi, a bi tudi vi raj šli. In potem zelo pomembne besede Petra, ne samo v imenu apostolov, ampak v imenu vseh nas, ljudi vseh časov. Gospod, k komu naj gremo? Ti imaš besede večnega življenja. Gospod, jaz te tudi ne razumem, ampak kam naj grem? V tebi vidim Božjega sina. Mi vemo, da si ti Božji sin, pravi Peter. Ne razumem, kaj govoriš. Ne vem, kaj nisi o tem mislil, ampak jaz ostajam s tabo, ker te imam rad, ker ti hočem verjeti. Drugo me ne zanima.